If there are any questions for Radka, I'll take them in English, but the rest please in Slovenian. Hands up. Kdo bo prvi? Vprašanje za kogarkoli. Zakaj misel, da Čehi niso dojeli tega humorja, kaj je pravzaprav verjetno, da je rekel, češka dramatika... Comparing Slovenian theatre and Czech theatre, I believe that under socialism, audience was very much prone to read between the lines. So to find the satire in the theatre. So why do you think that in this case they missed it completely, or sort of, at least in a big part? Yeah. Well, I think it had several reasons. I think one of them was the fact that the audiences were not used to this postmodern, post-dramatic aesthetics. And therefore, also, they didn't expect this aesthetic to convey any political message. Also, I think that what was confusing to them was this very light-hearted, very comical tone of the production, which somehow, like I said, overshadowed or sometimes covered the more serious layers. And also, I think, during communism, like you said, the audiences were used to read between lines, and it was clear who is the enemy and who is the friend. And suddenly, after 1989, the situation was different. And also, especially in the early 1990s, majority of the society, including theatre makers, were very loyal to the new regime, the new government, new president, and people were happy about the new society being built, and they were maybe not yet ready to criticize anything, basically. So I think maybe these are the reasons why this critical or socio-critical dimension of the production was mostly missed. They had the president with a sense of humor. That's right. Vprašanja druga še. Ne smete mene za moderatorja, da ker jaz bi imel vse sorte vprašanja. Zakaj vprašam? A res ne bo noben. Pri nas ocenjujemo, študentom dajemo tudi za to, kako sodelujejo pri predavanjih. Jaz imam eno vprašanje prvo za Ano. Ko sem gledal tiste slike, ki ste jih kazali iz predstave, to so skoraj identične, kaj jih je imel Majakovski v Stenici. A ste primerjali to prav? Nisem še, ne, ampak si predstavljam, da je verjetno v Leniškem obliku to prvi predstavlja, ker on je takrat ravno prišel. In verjetno, to sem zdaj odkrivala, ker to pa nas sploh še ni, v bistvu sem zdaj s temi povezali v stvarnem stojino. Hvala za upozoritev. Ja, jaz sem gledal, ne samo za Popova je delala, meni se zdi pa, ne vem, kdo je še delal, so delali kostume, ker dobesedno zgleda s tistimi maskami plinskimi. In ko pa govorite, ko ste govorili o kolesu sreče, se mi pa zdaj tako, ko je bilo Krota najbolj znani predstavi, ki jo je Majakovski delal, Meyerhold delal, kako se reče po slovensko, veličastni rogonosec, ali nekaj podobnega. Vse so črpali, sploh v Lanišču je bil en tak poskušnjem prvi sploh, ki je pa šel iz tujine dejansko, kot šel na scenograf, drugač pa nas to ni bilo. In to bom zdaj poskušala raziskovati tako. Sem jaz tudi srečvala v mestu vse te vzore, ampak tokrat, tukaj pa predstavljanje, predvsem to bilo bolj pomembno, da je skozi opereto
na način, ko se jo loti režiser, ker bi v bistvu hotel to delati v gledališču nekaj drugega, lahko prikrije svoje čisto politično satiro na ta način, da se noben v Ljubljani ne vzdigne in reče, da ne boš več delal in zatem postavi še to pa to predstava. Za likovno se pa strinjam, moram pa je stole še kar urak raziskati. Je pa ta raziskava se čisto drugače zgodila skozi te predstave, ki sem jih začela odkrivati na prostem. V Tivoliu na prostem so se 3 predstave odigrale preden je Plečnik začel Štenga delati. In tudi vse ostale bi se, ampak so se utaknila občina noter, pa so mislili, da bodo ful najra zaslužili ravno zaradi maskote, ker je bila res, to je bil spektakl. To so igrali, ponavljali, to je bilo noro. To je bilo čist, ta se je dogajala, tako je dosti batic stoji, tako nekje sem zlocirala. 6 je bil jezen, zato ker mi je Plečnik prizorišče naredil, ker je obračal predstave posod. Oni so, 6 je delal programo, Nevesto sem, Kresne noči, celo 2-krat, na mestu, kjer je danes stoji amfiteater, ampak seveda so obračali sceno, tako kot je njim pasal. No in potem se pa zgodi Plečnik, ki je naredil samo stopnišče, in so se vsi pritožvali. Najprej zato, ker nisem mogla več v gozdu igrati, ampak sem imeli definiran model, pa je zato, ker Plečnik ni znal stopnic delati. To je dejstvo. Jaz ga občudujem, drugače prišel ne. No in te stopnice so bile preniske in noben čez drugega niso videli na model. Stranišča ni bilo, tako kot bi še danes ni. Potem je pa Ljubljana je v 30 letih bila v enem obdobju, tako kot smo zdaj poplav, dežja in uri in tudi vulkanov. To so bili po časopisih, tako da je vaš čas dežvali. Tako da od prvo sezono ni bilo predstav, zato ker niso sploh imeli plana, kaj. Podoben. Nisem imeli plana, kaj bi se bilo. Drugo sezono so začeli špilati in je bila najprej Boljeva kulturna prireditev v Črni Mlaki, malo bolj razposajeno tudi okrog. Potem je prišel takoj Kralj Ojdip. Tega poznamo z fotografij, zato so vsi mislili, da tudi scenografijo delo prevedilo Ernest Franz, učenec Plečnika. No in potem so se začeli te predstave. To je bilo, vedno je bilo tako, da bi seveda hiter noč, reflektori so bili ali pa ne, stranični, bilo začeli deževati, bilo je mraz, Ljubljani od marca, in mislim, se veste, od marca do maja je mraz, od avgusta naprej pa tudi zvečera, posebej, če si v Tivoliu, itak so bili komadi in tako naprej. No, v glavnem, ljudje so počasi nehali gledati ta fenomen in hoditi na te predstave in blagajna mestna občina bila vedno bolj prazna. In zgodba se konča in upam, da se do tokrat modko, na ta način, da je mestna občina ugotovila, joj, kaj pa, če bi mi to pušli na ljubima teatroma, Ljubljanski drami in operi, in igralci in režiserji so naredili, ne, mi pa ne, ker smo tako že v finančni krizi, zato smo sploh začeli delati predstave na prostem, in je ta teater pač zaraščen, končal do 50 let, oziroma še nekaj časa je radio RTV, je prve predstave bolj predvajala na tej lokaciji. In tako na ta način sem potem jaz enkrat hotela se prav sam še z maskoto ukvarjati, ker je ona, to je v bistvu predstava, ki je nekje zagnala vse to, kar tudi danes gledamo. Sem hotela in pa sem pa še ta fenomen, vidite, ki je bil skozi ponavljamo, ki je bil Mussolini na odru, pa tale, tako v bistvu je bilo to zelo drzno, da si ga je upal karikirati, in temu so se dejansko vsi držali in to se je ponavljalo v Ljubljani, sredi Ljubljana. No tako, ena taka freska tega časa. Zdaj bomo pa videli, kako bo predstavljeno. I had a comment or perhaps a question of clarification to Gash regarding the end of your presentation. Did I get it right? So the performance by Žiga Divjak was not a comedy? No. No. So the ending was, the comparison was between the effect of frustration on one hand and the effect that is not, let's say, doesn't give a solution, is not optimistic, but provides another kind of attitude towards exactly. What Yes. was Another attitude towards the problem, ecological problem.
but again, cannot formulate sort of a positive alternative. It's Not- so overwhelming. that it's Exactly, very hard, exactly. So but it's yes, basically but it it's provides a impossible. relief. Kind of Exactly. relief. Yes. This is the difference. Yes. Yes. Kind of relief. It's not, in a way, it's not that frustrating as with Diluc because the audience is very much activated, very much concerned Yes. about the problem, But at the same time, helpless. exactly. Helpless. Yes. That's Yeah. quite, So, quite an interesting. yeah, I think this is the main Proof, difference. yes. Yes. But still, we'll have to see how it is when Zupanic actually stages the text. Because it's not staged yet, it will be this season. It seems quite intriguing. It is. Yes, So, but it that's- can go in but very not different very ways. good, Yes. yes. So, yes. And just to comment for the last presenters, it seems that not only we have to accompany children to theatre, but we should be accompanied by children in order to get the dramaturgy right. Nice presentation, by the way. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz imam v bistvu en razmislek, kaj sta rekla. V bistvu otroci nekako v tem dobju 3 do 6 se naučijo osnovnih teatrskih konvencij, četrte stene in šlo. Včasih smo razmišljali o tem, da če tega obdobja ni, da je pol na nek način nekaj manjka pri samem obiskovanju gledališča, da je težko ljudi dobiti potem v gledališče. A je to nekako ključno obdobje za to, da se naučijo tega, čemu rečemo mi teatrska konvencija? Jaz mislim, da ja. Ja, ampak mislim, zgodi se v bistvu ta, se mi zdi, moment, da takrat v bistvu za enkrat še inštitucije, v katerih preživijo 50% svojega takratnega življenja, šole, vrtci, še vedno peljejo v gledališče. Se pravi, enkrat na leto vsaj pridejo v gledališče, se srečajo s tem. Tako da, recimo, da imamo neko varovalko. Mislim, da se potem zgodi, potem, ko v tem prelomu z srednjo šolo, ko v bistvu tega ni več toliko, oziroma je bolj poljubno. Če nimajo nalagajo neke ljubezni pa pozitivne izkušnje do gledališča, jih takrat potem težko nudimo, tako da v bistvu. Pa še nekaj, v tem zgodnem obdobju, v tem predšolskem obdobju se res otroci še tako zelo, kako bi rekla, zelo tako mnogo bolj svobodni, manj teh skrbi, bolj nekako uživajo na polno v življenju in si vsako tako izkušnjo res zelo zares vzamejo. Oni to jih vznemirja, ko pridejo v gledališče, to je cel dogodek, pridejo noter, dajo garderobo, vidijo tam oder, odprte zavesa, in to se jim potem tudi na nek način zapiše v čutni spomin, to je podobna fora kot pri risankah, zakaj se vsi tako spominjamo živžava, ko smo sedeli na kavču, gledali, nam je bilo fino, in to je ta zgodni spomin, ki ga potem nosijo daleč in po moje se v tistem obdobju vse oblikuje na ta način in potem to postopno gre naprej. Drugače, potem se mi zdi, starejši kot so, drugače to tudi doživljajo. Sigurno. Je pa zanimivo, da so to neke take res formativne izkušnje, ker tudi če resno razmislimo o vseh teh post-dramskih pristopih in post-dramskih in ves čas pravzaprav se definirajo v relaciji do konvencije, te tradicionalne. Kakorkoli jo zanikajo, kakor brez nje ne morejo. Tako da očitno je to nek arhetip, vsaj za zahodno gledališče, ki je za vse gledalce formativno in se seveda vedno nam ga referiramo, ne glede na to, koliko kršimo in kaj počnemo. Imam še eno vprašanje za vse, ampak se navezuje na to, kar sta vidva predstavila. A bi se dal posplošiti razvoj otroškega humorja na eno hierarhijo vrednosti? Danes smo začeli prvo predavanje, ki ga je Lada imela, je bilo o visoki komediji, high comedy, ampak tudi to, kar ste vi opisovali, črn humor, cinizem, autoironija, to je vse v visoki komediji. Prej je pa drugo. Je možno, da je tisto, kar mi cenimo za nizko, je tisto, kar je nizki starosti, tisto, kar nam je, ker smo še zelo, zelo mladi všeč. Bolj splošno vprašanje, lahko pa tudi vidva odgovorite. Možno bi bilo, čeprav se mi zdi, da se potem je tukaj ta past, katero se lahko ujamemo, da potem rečemo, to je otročje. Jaz imam vedno ta distinkcijo med nečim, kar je otročje, pa nekim, kar je otroško. To se pravi, da moraš ti humor delati na nivoju, da je to res kakovostni humor za otroke, ne pa delati iz tega enega banalizirajoče situacije, recimo.